Prvo obravnavo Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 3 poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim. V zvezi s predlogom zakona je skupina 11 poslank in poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Zmagu Jelinčiču Plemenitemu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Za ta zakon so začeli zbirati podpise pravzaprav delavci migranti, Slovenska nacionalna stranka pa je prevzela vse skupaj, pripravila zakon in ga vložila v obravnavo. Dejstvo je, da so javnomnenjske raziskave v Sloveniji ne tiste, ki merijo utrip med ljudmi, ampak ustvarjajo ljudsko mnenje po nalogu določenih centrov moči, stricev iz ozadja, predvsem pa iz leve politične opcije, ki ima še vedno največ vpliva na medije oziroma v večini drži medije v svojih rokah. Potem pa prihajamo do raznih čudnih zadev, ko nekateri medijski mogotci oziroma tisti, ki opravljajo ankete, priznajo, da delajo to za denar. In da povem, kaj se je zgodilo. Pred kratkim je bila ena taka ženska družba pri mizi, kjer je sodelovala tudi ena sekretarka določene politične grupacije. Na drugi strani je bila pa tudi ena lastnica ene visoke in pomembne medijske hiše. In ko je ta gospa iz politične stranke vprašala, pa a ne bi bilo lahko, da bi mi kaj več imeli na medijskih merjenjih, pa je ona gospa ta druga rekla, ja, to je pa odvisno ali od tega ali pa od tega. Skratka, denar ali direktno ali pod mizo. To je tisto, kar ustvarja med ljudmi tudi nelagodje, občutek nategnjenosti, kajti dejstvo je, da rezultati ne kažejo dejanskega stanja. Lažejo, prirejajo in ko se na koncu usedejo s svojimi lastniki, potem šef reče, ja, temule vzem, tismule dej pa gor. In tako se dogaja ves čas. Zato je tudi predlog, da se ne bi smelo javnomnenjskih raziskav objavljati pred, recimo pol leta pred volitvami. Na ta način bi se izognili tej goljufivi praksi, ki pa je praksa, kakor kaže v Sloveniji. V Avstriji so nekoga zaradi tega zaprli oziroma kaznovali, pri nas seveda ne. Jasno, da ga ne bojo, če je pa vse iz istega loga. Še ena zadeva je pri vsem skupaj, česar pa te naši vrli merilci ljudskega mnenja ne vedo. Gre za tako imenovani interval zaupanja. Ta interval zaupanja je približno od plus minus 2,2%, pa tudi do plus minus 5,2%. To pomeni, če nekomu kažejo tele slovenske raziskave 1%, lahko da ima 6,2%. In to je tisto, čemur se hočejo izogniti. Delajo po nekih metodah, ki so že zdavnaj zastarela, ki ne kažejo realnega stanja, ampak seveda pri teh merilcih ni pomembno, kakšno je dejansko stanje in kakšen je dejanski rezultat, ampak gre za rezultat, ki ga oni morajo oziroma hočejo prikazati, ali zaradi tega, ker so za to dobili določena finančna sredstva, kot je bilo rečeno, ali tako, in pa kakršno komando so dobili od svojih centrov, od tistih ljudi, ki odločajo vsem skupaj in ki hočejo slovensko politično okolje pripeljati tja, kamor oni želijo. In to se pravi tja, kjer je nekoč že bilo in iz česar smo se nekoč baje že izvili. Kaže pa, da se še nismo in da nekateri še vedno to počno z velikim veseljem in z izredno velikimi finančnimi dobitki. Mislim, da
se bojo te volitve vendarle izpeljale drugače, kot nekateri računajo, da bodo ljudje spregledali tudi zaradi te današnje razprave, da bodo videli, da jim lažejo, da jim predstavljajo zlagane rezultate, ki nimajo osnove, kajti že po gostilnah se ljudje pogovarjajo, ja pa sej to ni res, tega sploh ni nikjer, tam je pa eden, za katerega niti ne vem, kako se piše, katera stranka je, ima pa tako visoke odstotke. Ja, to je pač delovanje pod, bi rekel, subverzivno delovanje nekaterih in v izogib, da bi se to nadaljevalo, smo mi vložili ta zakon. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke. Stališče bo predstavil Dušan Šiško. Lep dober dan vsem prisotnim. V Sloveniji javno mnenje meri kar nekaj agencij. Najpogosteje slišimo za Mediano, Nina Medio in Parsifal. Kar nekaj spletnih medijev izvaja lastno anketo, prav tako je tudi nekaj aplikacij s tem namenom. Če se ne motim, spletno mesto Volitve 22 preverja celo informacijska pooblaščenka. Ponudnikov je veliko, prav tako pa prostora za manipulacijo in potvarjanje rezultatov. Že kar parkrat se je zgodilo, da se je seštevek vseh rezultatov raziskave bil preko 120%. Če so ljudje še dobrih 10 let nazaj popolnoma zaupali tem anketam, je leta 2018 bil to nezaupanje že zelo načeto. Anketam je verjelo slabih 90% ljudi. Analiza, narejena v letu 2020, je pokazala, da anketam zaupa 86% ljudi. Zanimivo bi bilo pridobiti podatke, kako je danes s tem zaupanjem. Edina merodajna anketa so volitve. Javnomnenjske raziskave pa že dolgo ne merijo mnenje ljudi, ampak ustvarjajo njihovo mnenje. Tako so leta 2011 ustvarili mit o Zoranu Jankoviću in celo napovedovali, da bomo imeli samo 4 stranke v parlamentu, na koncu jih je bilo 7. Se spomnite leta 2014, ko so ankete ustoličile Mira Cerarja? Takrat naj bi parlamentni prag prestopilo le 5 strank, pa jih je 7. Podobna zgodba se je potem ponovila leta 2018 in z Listo Marjana Šarca. Zgolj zanimiv podatek. Slovenska nacionalna stranka leta 2018, mesec pred volitvam, ankete niso niti zaznale. Kaj šele nam napovedale vstop v parlament. Pa smo tu. Velikokrat se je zgodilo, da pri opravljanju anket Slovenska nacionalna stranko niso našteli kot možnost, da bi nas lahko anketirani volivci izbrali in nam dali glas. Kdo pa lahko takšnim anketam še verjame? Res pa je tudi, da ljudje na ulici govorijo, da ankete in mediji sestavljajo Državni zbor. Toliko o regularnostih teh anket. Glede na to, da nam zdaj kaže od 1,7 do skoraj 6%, lahko mirno pričakujemo na koncu vstop vsaj Državni zbor. Prava anketa pa bo 24. aprila na dan volitev oziroma 3. maja, ko bodo prešteti vsi glasovi. Mislim, da se vsi strinjamo, da javnomnenjske ankete služijo le novim obrazom in agencijam, ki jih izdelujejo. Definitivno pa delajo ogromno škode na političnem parketu in posledično Slovencem.